Ki jih danes predstavljam, so nastale kot del mednarodnega projekta DREAM z zelo dolgim naslovom Informacijska platforma Podonavske regije za ekonomsko integracijo migrantov, torej gre še za en aplikativen projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi transnacionalni program Podonavje. V tem projektu želimo v 8 državah Podonavske regije izboljšati dostop migrantov do informacij in v ta namen smo med drugim zasnovali informacijsko platformo, ki jo je omenjala že Agata, z informacijami o življenju in delu v teh 8 državah, ki je kar skupno v 19 jezikih. Jaz vas toplo vabim, da si jo ogledate na naslednjem naslovu, tudi preko svojih mobilnikov. Drugače pa smo v teh prvih 2 publikacijah z naslovom Zdravstvo v Sloveniji v bistvu izdali del informacijske platforme, slovenski del informacijske platforme, ki prinaša informacije za migrante in mobilne posameznike s področja zdravstva. Zakaj s področja zdravstva? Ker smo presodili, da je prav na tem področju se tisti, ki so se v Slovenijo priselili, spopadajo z največ težavami in morda so orodja za premagovanje teh težav še precej v neki začetni fazi na tem področju. Avtorici besedil, ki obravnavajo javno zdravstvo v Sloveniji, dostop do nujne medicinske pomoči, dostop do medicinske pomoči nezavarovanim osebam. Avtorici sta Blanka Richter in Nina Marin iz Zavoda za zaposlovanje. Urednici pa sva Nataša Rogelja in Martina Bofolin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije. Obe publikaciji v bistvu naslavljata iste teme, sta pa prva v slovenskem, angleškem in bosanskem jeziku, druga pa v slovenskem, ruskem in albanskem jeziku, kar omogoča uporabniku, katerega materni ali prvi jezik ni slovenščina, da dobi informacije tako v jeziku, v katerem zdravstvene storitve potekajo, kot tudi v tistem, ki mu je bližje in ga bolje razume. Obe publikaciji sta bili pregledane strani širokega nabora strokovnjakov, deležnikov, kot jih imenujemo v projektu, torej z strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, z Zavoda za zavarovanje, potem raziskovalci s Filozofske fakultete, zdravniki, kot tudi tolmači, kar govori o tem, da je publikacija razumljena kot nujna in resnično koristna ter bo izboljšala dostop do zdravstvenih storitev, tudi za tiste, ki imajo morda z slovenščino probleme in se še spopadajo na tem področju z jezikom. Oblikovana je tudi tako, da so deli se lahko fotokopirajo in obesijo na stene čakalnic zdravstvenih ustanov, zaradi česar so potem te čakalnice tudi malo bolj prijazne in sporočajo, da je oskrba tam tudi bolj medkulturna oziroma kulturno občutljiva tudi za govorce, ki ne govorijo slovensko. Obe publikaciji bosta prosto dostopni, tako na elektronskem naslovu, kot tudi lahko jih dobite pri nas. Zadnja publikacija pa je tudi del projekta DREAM, je pa namenjena povsem drugi ciljni skupini. To gre za priročnik How to set up an information platform for migrants, lessons learned from a transnational information platform Danube Compass. Namenjena pa je tistim organizacijam na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, ki bi želeli napraviti tovrstno informacijsko platformo, pa morda ne vejo povsem, kako bi se tega lotili, oziroma želijo bolj načrtovati ta proces. Avtorice smo Antje Koleruš in Margaret Steinle iz mesta München, predstavnice mesta München, ki je partner v projektu, in Nataša Rogelja ter jaz z ZRC SAZU.
Opisujemo pa celoten proces te večnacionalne in večjezikovne informacijske platforme ter nizamo vse te premisleke, vprašanja, izzive, s katerimi smo se srečevali, kot tudi rešitve, ki smo jih našli in bi jih morda nekdo lahko, velikokrat te rešitve smo našli na precej mukotrpen način in bi jih lahko nekdo, ki bi uporabljal tovrsten priročnik, našel boljše in hitrejše rešitve. Priročnik bo poslan na različne naslove, znotraj predvsem podonavske regije, pa tudi izven, v upanju, da bi se čim več lokalnih skupnosti, državnih inštitucij, nevladnikov, prostovoljcev odločilo za pripravo informacijske platforme za migrante in na tak način olajšalo njihovo vključevanje v novo okolje, na drugi strani pa olajšalo tudi delo uradnikov, ki se srečujejo in podpirajo vključevanje v okolje migrantov.